Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, dober večer. Začenjam drugo sejo občinskega sveta občine Tolmin. Za današnjo sejo sta se opravičila svetnica Diana Škobrne in svetnik Ivan Makuc, oba iz liste Gibanje Svoboda. Na podlagi tega in mojega štetja ugotavljam, da je v tem trenutku prisotnih 20 svetnic in svetnikov, kar pomeni, da je občinski svet sklepčen. Preden bi prišli k današnjemu delu, si želim podati nekaj usmeritev za prihodnje 4 leta, ki nas čakajo v tem občinskem svetu. Mislim, da smo vsi mi tukaj z našim obnašanjem in z našim načinom komunikacije v veliki meri vzor, hkrati pa pomembno vplivamo na vrednote tudi širše v družbi. Zato si želim, da v teh 4, pa še vseh naslednjih letih, kdorkoli bo na tem stolu tukaj sedel, komuniciramo spoštljivo, komuniciramo z argumenti in absolutno brez napadov na osebni ravni. Tega se bom trdno držal in po potrebi razprave tudi prekinjal, kolikor bi prišlo do kršitev. To je samo kot ena osnovna usmeritev, zato da bomo tukaj dejansko ena konstruktivna skupina, ki bo v pravo smer vodila prihodnost te občine. S tem pa bi prišli na uradni del naše seje in za začetek bi predlagal naslednji dnevni red. Po točko 1 že opravljena ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. Po točko 2 razprava in sklepanje o zapisniku prve seje občinskega sveta. Po 3. točko bi razpravljali in sklepali o imenovanju članov in predsednikov odborov in komisije občinskega sveta ter nadzornega odbora. Točko 4 bi posvetili razpravi in sklepanju o programu dela občinskega sveta občine Tolmin za leto 2023. Pod 5. točko razprave in sklepanje o sklepu o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Tolmin v letu 2022, to so te pretekle volitve na lokalni ravni, ter pod 6. točko vprašanja in predlogi. Odpiram razpravo glede predlaganega dnevnega reda, ukolikor kdo želi razpravljati. Ukolikor razpravljalcev ni, dajem dnevni red na glasovanje, kar bi začeli s preverjanjem prisotnosti. Dobro. Damo še kakšno sekundo, ker je ravno prva. Ne, v redu, gremo na glasovanje in glasujemo. Ugotavljam, da je dnevni red druge seje občinskega sveta občine Tolmin sprejet s 17 glasovi za in nobenim proti. Kot vidite, imamo v primerjavi s preteklim mandatom eno novost, in sicer po vsakem glasovanju bomo objavili tudi poimenski seznam glasovanja, ki bo predvajan tudi na televizijskem kanalu, ki seje prenaša, s čimer vsak od nas, glede na to, da je izvoljen predstavnik občank in občanov, prevzema transparentno svoj del odgovornosti za odločanje v tem občinskem svetu. S tem zaključujem prvo točko dnevnega reda in prehajamo na drugo točko dnevnega reda. To je razprava in sklepanje o zapisniku prve seje občinskega sveta, katerega ste prejeli kot gradivo za to sejo, in me zanima, ali želi na tej točki kdo razpravljati. Ukolikor tudi tu razpravljalcev ni, dajem zapisnik prve seje občinskega sveta na glasovanje in preverjamo prisotnost. In glasujemo.
Ugotavljam, da je za glasovalo 18 svetnik in svetnicev, proti nihče, kar pomeni, da je zapisnik prve seje občinskega sveta sprejet. S tem prihajamo na tretjo točko dnevnega reda. Razprava in sklepanje o imenovanju članov in predsednikov odborov in komisij občinskega sveta ter nadzornega odbora. Najprej splošno? Ali imamo posebej? Torej, najprej splošno želi kdo o predlogu razpravljati. Se opravičujem. Preden bi prišli k razpravi, imamo še nekaj poročevalcev, ki nam bodo podali uvodno obrazložitev tega predloga. Tako hitro nam je šlo prve dve točki, da sem mislil, da bomo čez 10 minut že konec. Ampak prav je, da vemo, o čem glasujemo. Zato bi najprej za obrazložitev predloga prosil direktorja občinske uprave Matjaža Kosa. Župan, hvala. Jaz vam bom, spoštovane svetnice in svetniki, podal nekaj uvodnih pojasnil k tej točki dnevnega reda. Sicer pa je za gradivo za današnjo sejo to gradivo tako obsežno, verjamem, da ste ga prebrali, da imate tudi vse podatke, na podlagi katerih boste potem lahko v nadaljevanju tudi ustrezno se odločili. Dokumenta, ki določata vsebino in način dela in pa sestavo delovnih teles občinskega sveta, odborov, komisij in nadzornega odbora sta dva. To sta statut občine Tolmin in pa poslovnik občinskega sveta občine Tolmin. Oba ta dokumenta, statut v 29. členu, poslovnik pa v 68. členu, določata stalna delovna telesa občinskega sveta, ki so odbor za gospodarstvo, odbor za okolje in prostor, odbor za družbene dejavnosti, odbor za gospodarske javne službe in promet, odbor za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja, 3 komisije za mandatno vprašanja, volitve in imenovanja, za peticije, za priznanja in nagrade in statutarno pravna komisija. Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, se svetniki in svetnice spomnite, ste imenovali oziroma jo je imenoval občinski svet na prvi konstitutivni seji, prav tako ste takrat določili predsednika komisije in ta komisija se je že sestala na svoji prvi seji. 30. člen statuta občine Tolmin določa, da odbori štejejo 5 ali 7 članov, število članov tega odbora pa določi občinski svet sklepom. Praviloma je bila praksa zadnjih let taka, da odbori štejejo 7 članov, komisije pa 5, prav tako je v nadzornem odboru 5 članov. 70. člen poslovnika občinskega sveta občine Tolmin določa, da člane delovnih teles imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, delovno telo občinskega sveta pa mora biti sestavljeno iz najmanj polovice članov občinskega sveta. Predsednika delovnega telesa imenuje občinski svet izmed članov sveta, podpredsednika delovnega telesa pa imenujejo člani delovnega telesa izmed sebe. Velja ob tej priliki omeniti, glede na to, da smo na začetku mandata ali pa nasploh, da članstvo v delovnem telesu ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali pa delom v občinski upravi. Pa mogoče nekaj besed, kar se samega vašega odločanja tiče. Člani delovnega telesa občinskega sveta so imenovani, če bo za kandidatno listo glasovala večina članov sveta. Če kandidatna lista ne bo dobila potrebne večine glasov, pa občinski svet na isti seji imenuje člana delovnega telesa posamično. Ukolikor svet na ta način ne izvoli vseh članov delovnega telesa, se za manjkajoče člana delovnega telesa ponovi kandidacijski postopek. Če gremo zdaj na nadzorni odbor, ki ni delovno telo, ampak ima poseben status. Nadzorni odbor, za razliko od komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja, ki jo sestavljajo predstavniki tistih strank in list, ki so dobile največ glasov na lokalnih volitvah, nadzorni odbor sestavlja predstavniki tistih list in strank, ki so dobile najmanj glasov
na lokalnih volitvah. Nadzorni odbor mora biti imenovan v 45 dneh od konstitutivne seje in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Predstavniki strank in list ste se 9. januarja na sestanku uskladili glede razdelitve mest v delovnih telesih občinskega sveta in nadzornemu odboru. Prav tako je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na svoji prvi seji 18. januarja že opravila svoje delo, o čemer bo poročal predsednik komisije. Hvala. Hvala lepa. In torej na tej točki prosim predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Otona Bratuža, da poda poročilo. Dober dan, dobro večer vsem skupaj. Kot je bilo že povedano, je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imela svojo sejo v sredo 18.1. v sestavi 5 članov, s tem, da 5. članica se je pridružila seji nekoliko kasneje. Obravnavali smo temo, o kateri ravnokar govorimo, in sicer o sestavi komisij in odborov občinskega sveta. To je bila ena tema. Še pred to se je odločalo oziroma razpravljalo o številu članov v komisijah oziroma v odborih in kot zadnja, bi rekel, podtočka te točke je bila sestava nadzornega odbora. Zdaj, glede na to, da se je že 9. januarja sestajalo, bi rekel, smo se sestali predstavniki posameznih strank in list, in kjer smo na nek način že dorekli sestave posameznih odborov in komisij. Poleg tega imate tudi v gradivu to, rekel, sestave posameznih odborov in komisij. Menim, da ni potrebno, da preberem sestave posameznih odborov. Ali pa vseeno preberem. No, potem pojdemo lepo po vrsti. Če začnemo s prvo podtočko te točke, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je občinskemu svetu na podlagi 30. in 37. člena statuta občine Tolmin predlaga sprejetje sklepa, da v mandatu 22-26 odbori občinskega sveta štejejo 7, komisije občinskega sveta pa 5 članov. To je že stalna praksa in oziroma Komisija za mandatna vprašanja okrog tega ni imela nobenih pripomb in je soglasno s 4 glasovi za podprlo to predlog sklepa. Potem pa druga podtočka je vezana na sestavo posameznih odborov in komisij. In če začnemo kar po vrsti. Odbor za gospodarstvo je sestav predviden takole. Predsednik je član sveta in je to Žani Sakovski Drole, predstavnik stranke Socialnih demokratov. Potem je Gregor Poljak, član tega odbora, predstavnik Slovenske demokratske stranke, Diana Škobrne, članica sveta kot predstavnica Gibanje Svoboda, Maša Klavora, tudi članica sveta, predstavnica liste Maša Klavora z ekipo, Romina Gerbec, to je zunanja članica in je predstavnica liste Skupaj, Gorazd Leban je tudi zunanji član, predstavnik Socialnih demokratov, in Vesna Maver, zunanja članica, predstavnica Slovenske demokratske stranke. To je odbor za gospodarstvo. Drugi odbor je odbor za okolje in prostor. Predsednik in je tudi član sveta je Renato Leban, predstavnik Slovenske demokratske stranke. Član sveta in član tega odbora je Igor Vezovnik, predstavnik liste Maša Klavora z ekipo. Potem je Sergej Čujec kot član sveta in predstavnik liste Skupaj, Klemen Šavli kot član sveta in predstavnik Slovenske ljudske stranke, Jurij Florjančič kot zunani član in predstavnik Gibanja Svoboda, Vojko Žagar, zunani član, predstavnik Socialnih demokratov, in Janja Hadalin, članica, zunanja članica, predstavnica Nove Slovenije krščanskih demokratov.
Tretji odbor je odbor za družbene dejavnosti, katere predsednica je Alenka Zgaga, članica sveta občinskega in predstavnica liste Skupaj. Renata Pavc je tudi članica sveta in predstavnica Socialnih demokratov. Justin Rutar, član sveta, predstavnik Slovenske demokratske stranke. Lenart Rutar, član sveta, predstavnik Nove Slovenije krščanskih demokratov. Peter Kavčič, zunani član in predstavnik Socialnih demokratov. Jana Dolenc, zunanja članica in predstavnica Gibanja Svoboda. In Maja Lapanja, zunanja članica, predstavnica liste Maša Klavora za ekipo. Četrti odbor je odbor za gospodarske javne službe in promet. Predsednik tega odbora je Gregor Lapanja, je član sveta in predstavnik liste Maša Klavora z ekipo. Justin Rutar, član sveta in predstavnik Slovenske demokratske stranke. Bojan Drole, član sveta in predstavnik Gibanja Svoboda. Miha Mežnar, član sveta in predstavnik Nove Slovenije krščanskih demokratov. Martina Levpušček, zunanja članica, predstavnica liste Skupaj. Berti Rutar, zunani član, predstavnik Slovenske ljudske stranke. In Boštjan Pičolin, zunani član, predstavnik Socialnih demokratov. Peti odbor je odbor za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja. Predsednik tega odbora je Gregor Poljak, je član sveta in predstavnik Slovenske demokratske stranke. Aleš Bizjak, član sveta, tudi predstavnik Slovenske demokratske stranke. Sergej Čujec, član sveta, predstavnik liste Skupaj. Tomaž Štenkler, član sveta in predstavnik Socialnih demokratov. Stojana Veskovič Bukudur, zunanja članica, predstavnica Gibanja Svoboda. Suzana Hvala, zunanja članica, predstavnica liste Maša Klavora z ekipo. In Anka Lipušček Miklovič, zunanja članica, predstavnica Nove Slovenije krščanskih demokratov. Zdaj preidemo od odborov, preidemo k komisijam. To je statutarno-pravna komisija. Predsednik je Ivan Makuc, je član sveta in predstavnik Gibanja Svoboda. Grega Rodman je član sveta in predstavnik liste Skupaj. Igor Vezovnik, član občinskega sveta in predstavnik liste Maša Klavora z ekipo. Danilo Božič, zunani član, predstavnik Slovenske demokratske stranke. In Erika Kašca Špolat, zunanja članica, predstavnica Socialnih demokratov. Naslednja je komisija za priznanja in nagrade, katere predsednica je Kristina Lesjak, je članica sveta in predstavnica Socialnih demokratov. Alenka Zgaga, članica sveta, predstavnica liste Skupaj. Bojan Drole, član sveta, predstavnik Gibanja Svoboda. Jasna Rot, zunanja članica, predstavnica Slovenske demokratske stranke. In Špela Mrak, zunanja članica, predstavnica liste Maša Klavora z ekipo. Sledi komisija za peticije. Predsednik te komisije je član sveta in je Miha Mežnar, predstavnik Nove Slovenije krščanskih demokratov. Mitja Taljat je kot član sveta in predstavnik Socialnih demokratov. Klemen Šavli, član sveta, predstavnik Slovenske ljudske stranke. Nada Leban, zunanja članica, predstavnica Slovenske demokratske stranke. In Urša Leban, zunanja članica, predstavnica liste Skupaj. To je, kar se tiče odborov in komisij. Če zdaj omenim še sestav ali pa povem sestav komisije oziroma nadzornega odbora občine Tolmin. Predsednik je Ratko Carli, no ne povem še to, da so vsi predstavniki oziroma vsi člani tega odbora zunani člani. Se pravi, je Ratko Carli predsednik, predstavnik Gibanja Svoboda. Srečko Trojer, predstavnik Slovenske ljudske stranke. Toni Manfreda, predstavnik Nove Slovenije krščanski demokrati. Janja Gruden Šavli, predstavnica liste Maša Klavora z ekipo. In Nataša Kocič, predstavnica liste Skupaj. Člani odbora oziroma člani komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja smo o tem sestavu glasovali.
V tem momentu, v času glasovanja, smo bili prisotni 4 člani, 3 člani so glasovali za, 1 član se je vzdržal. Tako da smatramo, da je predlog sklepa strani komisije potrjen in primeren za nadaljnjo obravnavo in potrditev na občinskem svetu. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa zares odpiram razpravo. Prosim, da se k razpravi priglasite z dvigom rok, ukoliko kdo želi razpravljati. Lenart Rutar. Hvala lepa za besedo. V bistvu bi rad naslovil samo eno vprašanje, mogoče na statutorno pravno komisijo, ki se bo tudi oblikovala, in sicer, kar se tiče 28. člena statuta, me zanima, če bi bilo pač mogoče ta člen spremeniti na tak način, da bi bilo prisotnih v teh komisijah več zunanjih članov, ker smo pač videli, da tako stranke kot liste predlagamo precej zunanjih strokovnjakov, ki pa se zaradi tega pogoja niso mogli uvrstiti v samo komisijo oziroma odbor. Tako da to mogoče en razmislek, mogoče za naprej. Hvala lepa. Lahko je samo pojasnilo, da statutarno pravna komisija še ni oblikovana, ker moramo ne še glasovati. Prosim pa direktorja občinske uprave za pojasnilo k predlogu. Hvala za to vprašanje. Gospod Rutar, vzeto na znanje, tako kot je župan rekel, te komisije praktično še ni, ker jo morate svetniki in svetnice potrditi, verjamem pa, da si je bodoči najbrž predsednik to vzel na znanje in to, kar ste pobudo dal, verjamem, da je bo tudi potem preučil. Kar pa se tiče spremembe samega statuta, pri naslednji točki dnevnega reda boste poslušali tudi program dela občinskega sveta za letošnje leto in ena izmed točk v tem programu so tudi spremembe statuta občine Tolmin, tako da ta in tudi vse tiste, ki bodo nastale tekom procesa, bodo prav gotovo obravnavane najprej strani strokovnih služb, statutarno-pravne komisije, potem pa tudi vseh delovnih teles občinskega sveta in potem tudi pred vami svetnice in svetniki. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Vkolikor ne, potem dajem predlog o imenovanju članov in predsednikov odborov in komisij občinskega sveta ter nadzornega odbora na glasovanje. In najprej dajem na glasovanje sklep, da v mandatu občinskega sveta občine Tolmin 2022-2026 odbori občinskega sveta štejejo 7 članov, komisije občinskega sveta pa 5 članov. Preverjamo prisotnost. In glasujemo. Ugotavljam, da je za glasovalo 18 svetnic in svetnikov, proti nihče in da je ta sklep sprejet. Tako prehajamo k naslednjemu sklepu in sicer sklepu glede zasedbe odbora za gospodarstvo, v katerega se imenujejo Žani Sakovski Drole kot predsednik ter člani Gregor Poljak, Diana Škoberne, Maša Klavora, Romina Gerbec, Gorazd Leban in Vesna Maver. Preverjamo prisotnost. Glasujemo. Ugotavljam, da je za glasovalo 19 svetnic in svetnikov, proti nihče, s čimer je tudi ta sklep o sestavi odbora za gospodarstvo sprejet.
Prihajamo na sklep o sestavi odbora za okolje in prostor, v katerega imenujemo Renata Lebana kot predsednika ter člane Igorja Vezovnika, Sergeja Čujca, Klemna Šavlja, Jurija Florjančiča, Vojka Žagarja in Janjo Hadalin. Preverjamo prisotnost. In glasujemo. Za vas je glasovalo 19, proti nihče. Ugotavljam, da je tudi ta sklep glede sestave odbora za okolje in prostor sprejet. In prehajamo na sklep o sestavi odbora za družbene dejavnosti. V sestavi Alenka Zgaga kot predsednica ter člani Renata Pavc, Justin Rutar, Lenart Rutar, Peter Kavčič, Jana Dolenc in Maja Lapanja. Preverjamo prisotnost. Glasujemo. Vseh 20 vas je glasovalo za glede sestave odbora za družbene dejavnosti in prehajamo na odbor za gospodarske javne službe in promet, kjer bi bil predsednik Gregor Lapanja, člani pa Justin Rutar, Bojan Drole, Miha Mežnar, Martina Levpušček, Berti Rutar in Boštjan Pičulin. Preverjamo prisotnost. Glasujemo. Tudi tokrat vas je vseh 20 glasovalo za, s čimer je tudi sestava odbora za gospodarske javne službe in promet potrjena, ter prehajamo na še zadnjega od odborov, to je odbor za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja, v katerega se imenujejo kot predsednik Gregor Poljak, kot člani pa Aleš Bizjak, Sergej Čujec, Tomaž Tenkler, Stojana Veskovič Bukudur, Suzana Hvala in Anka Miklavič Lipušček. Preverjamo prisotnost. Glasujemo. Za vas je glasovalo 20, proti nihče. Tako prehajamo k glasovanju glede sestave statutarno-pravne komisije. Predsednik Ivan Makuc, člani Grega Rodman, Igor Vezovnik, Danilo Božič in Erika Kašca Špolat. Preverjamo prisotnost. Glasujemo. Ugotavljam, da je tudi ta sestava z 20 glasovi za in nobenim proti sprejeta in gremo lahko naprej na sestavo komisije za priznanje in nagrade. V naslednji sestavi Kristina Lesjak, predsednica, člani Alenka Zgaga, Bojan Drole, Jasna Rot in Špela Mrak. Preverjamo prisotnost. Glasujemo. Za vas je glasovalo vseh 20, proti nihče. Naslednja sestava je komisije za peticije, v katero se imenujejo Miha Mežnar kot predsednik
ter člani Mitja Taljat, Klemen Šavli, Nada Leban in Urša Leban. Preverjamo prisotnost. Glasujemo. Za vas je glasovalo 19, proti nihče. Ugotavljam, da je tudi ta sestava komisije sprejeta in gremo še na predlog sestave nadzornega odbora, v katerega se imenujejo Radko Carli kot predsednik, Srečko Trojer, Anton Manfreda, Janja Gruden Šavli in Nataša Kocič. Preverjamo prisotnost. In glasujemo. Vseh 20 vas je glasovalo za. Na podlagi tega ugotavljam, da so sestave vseh odborov in komisij občinskega sveta ter nadzornega odbora, kot so bile predlagane v gradivu, za to sejo potrjene. S tem lahko preidemo na 4. točko današnjega dnevnega reda. To pa je razprava in sklepanje o programu dela občinskega sveta občine Tolmin za leto 2023. Poročevalec pri tej točki je direktor občinske uprave Matjaž Kos. Prosim. Župan, hvala ponovno za besedo. V gradivu za današnjo sejo smo vam, občinska uprava, jaz in moji sodelavci in sodelavke, ob usmeritvah župana pripravili program dela občinskega sveta za leto 2023, ki je tu pred vami. Uvrščen je ta program dela občinskega sveta na današnjo sejo, ker poslovnik občinskega sveta občine Tolmin določa, da morate svetnike in svetnice program dela občinskega sveta obravnavati najkasneje na drugi redni seji v koledarskem letu. Kot boste slišali v nadaljevanju, je ta program precej ambiciozen, precej obsežen, tako kot najbrž na začetku leta more biti. Treba je pa povedati, da nekatere stvari so praktično že narejene, nekatere so v izdelavi, z nekaterimi pa bomo praktično šele začeli. Ampak o tem nekaj več v nadaljevanju. Sestavni del programa dela občinskega sveta je tudi predviden datum oziroma predvideni datumi sej občinskega sveta. Po predlaganem programu, ki je danes pred vami, je predvideno, da se boste svetniki in svetnice sestali na 10 rednih sejah, praktično v vseh mesecih, razen julija in avgusta. Zadnji petek v mesecu pa je predvidena slavnostna seja občinskega sveta občine Tolmin. Program, ki je pred vami, zajema tematiko na področju delovanja oziroma pristojnosti in financiranja občine, občinskih zavodov v ustanoviteljstvu občine Tolmin, drugih proračunskih porabnikov, govori o gospodarjanju z občinskim premoženjem in govori o sprejemanju, spreminjanju in dopolnjevanju občinskih splošnih aktov ter vključuje zadeve z področja volitev in imenovanj. Program dela občinskega sveta bo potekal najbrž na rednih sejah, če bodo pa razmere to zahtevale, so predvideni tudi drugi instituti, kot je izredna seja, dopisna seja, katerih se najbolj spomnite, da jih je bilo predvsem v času največjega epidemiološkega tveganja v prejšnjem sestavu občinskega sveta kar precej. Če se zdaj dotaknemo vsebine, ki je predlagana v obravnavo danes, potem velja povedati, da smo vso to vsebino razdelili v 4 mesečja. X-i, ki so v tej tabeli, pomenijo 1 ali 2 obravnavi. Tako kot je bilo pa rečeno, je pa celotno koledarsko leto razdeljeno smiselno
v 4 mesece. Če začnem na začetku, v prvem 3 meseču je predvidena obravnava programa dela občinskega sveta občine Tolmin. Predvidoma na naslednji seji bo župan Alen Črv svetnikom in svetnicam predložil predlog odloka o proračunu občine Tolmin za letošnje leto. Sklep o določitvi parkirnine na turističnih parkiriščih v občini Tolmin je naslednja vsebinska zadeva. Zadeva, ki se je praktično začela že v preteklem mandatu, je razvojni program občine Tolmin do leta 2030, ki je predvideno tudi zaključek v 4. 3 meseču. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Tolmin za leto 2022 je nekaj, kar svetniki in svetnice obravnavate praktično vsako leto v približno predvidenem časovnem roku, ki je določen z zakonom. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjska zazidava Žabče je naslednja vsebinska zadeva. Če sem prej govoril o slavnostni seji občinskega sveta občine Tolmin, je naloga občinskega sveta, da sklepa o prejemnikih nagrad občine Tolmin za letošnje leto. Letni delovni načrti, poročila občinskih zavodov, delovnih teles in drugih javnih ustanov so prav tako stalnica, ki je obravnavana na sejah občinskega sveta. Naslednja zadeva, odlok o prometni ureditvi občinske kategorizirane ceste v Polog, kjer se najbrž spomnite, da smo že pred leti naredili neko spremembo in postopno zmanjšujemo promet v dolino Pologa. Poletno poročilo o izvajanju proračuna je zadeva, ki je predvidena v 3. 3 meseču. Nov odlok o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je zadeva, ki naj bi nadomestila obstoječo uredbo o delovanju tega organa. Z področja družbenih dejavnosti je letos predvidenih kar precej sprememb ustanovitvenih odlokov javnih zavodov v tistem delu, ki se nanaša na opredelitev njihove tržne dejavnosti. Sprememba cen vrtcev v občini Tolmin je prav tako ena izmed prvih stvari, ki jo bo občinski svet obravnaval. V medijih ste najbrž v teh dneh zasledili, da tu nismo edina občina, ki se sooča s kar precej izzivi na tem področju. To je posledica tudi sprememb državnih odločitev, predvsem na področju dela v javnem sektorju. Predvidena je tudi v 1. 3 meseču sprememba pravilnika o sofinanciranju programov v mladinskem sektorju v občini Tolmin, kjer popravljamo določene zadeve zaradi sofinanciranja lani ustanovljenega mladinskega sveta. Po konstituiranju nadzornega odbora bo tudi nadzorni odbor pričel z delom, zato je tudi vsakoletna praksa, da se občinski svet seznani s poročili, ki jih ta organ opravi. Praktično stalnica so dopolnitve programov razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja občine Tolmin. Naslednja zadeva je odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Tolmin. Pred poletjem vam bo župan predložil v obravnavo spremembo cen komunalnih storitev za naslednje leto. V drugi polovici letošnjega leta so predvidene spremembe in dopolnitve proračuna za letošnje leto in hkrati tudi sprejem proračuna za naslednjo leto. Že prej omenjene spremembe in dopolnitve statuta občine Tolmin in poslovnika občine Tolmin. Na področju urejanja prometne dejavnosti je predviden odlok o prometnem režimu na mostu na Soči. Nadalje odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Tolmin, potem odlok o spremembah odloka o podlagi za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. V zadnjem četrtini leta je predviden odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, kjer praktično se poskušamo poenotiti tudi z občino Kobarid in občino Bovec. Tu intenzivno sodelujemo s komunalo Tolmin. Odlok o turistični, promocijski in festivalski taksiji v občini Tolmin
je ena izmed stvari, za katere ocenjujemo, da so potrebne popravka. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles in nadzornega odbora ter o povračilih stroškov ima dva namena: urediti ta pravilnik z obstoječo zakonodajo in zagotoviti tudi povračilo potnih stroškov in sejnin za vse tiste predstavnike ustanovitelja oziroma člane svetozavodov, katerih ustanoviteljica je občina Tolmin. V prvem četrtletju je predvidena sprememba sklepa o pogojih za organizacijo in izvedbo festivala ob Sotočju v letošnjem letu, potem pravilnik o dodeljevanju pomoči na področju kmetijstva in gozdarstva, prav tako na področju malega gospodarstva. Na področju izvajanja festivalskega režima je v zadnjem delu letošnjega leta predviden že sklep o pogojih za organizacijo in izvedbo festivala ob Sotočju za naslednje leto. Sprememba odloka o določitvi plovnega režima na reki Soči in Koritnici je predvidena proti koncu leta. Neka novost, tudi na predlog vseh tistih, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo, je priprava odloka o določitvi vzletnih točk in pristajalnih mest na območju občine Tolmin. Odlok o urejanju javnih površin ter o zunanjem izgledu naseljih je predviden v zadnjem delu leta. Odlok o plovnem režimu na mostu na Soči je tisti, ki naj bi urejal obstoječe razmere na jezeru. In zadnji je odlok o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav. Kar precej vsebin, kar precej dela, kot rečeno uvodoma, precej ambiciozno, ampak cilji morajo biti visoki, če hočemo dosegati dobre rezultate. Najlepša hvala direktorju in na tej točki odpiram razpravo glede predloga programa dela občinskega sveta za letošnje leto. Otom Bratuš. Jaz bi se dotaknil samo tega odloka o plovnem režimu na jezeru na mostu na Soči. Predviden je, da se bo to obravnavalo v zadnjih 6 mesecih, se pravi realno gledano septembra naprej, glede na problematiko, ki je se pokazala v lanskem letu. Predlagam, če je mogoče, če so neke podlage, da bi se te stvari že prej obravnavale, pred poletjem in vsaj do neke mere uredilo, če je to mogoče, seveda. Če smem jaz, zadeva je takšna, da ko bomo ta odlok odprli in začeli pripravljati, bo v določeni meri posegal tudi na tiste, ki že v tem trenutku izvajajo določene aktivnosti. Nekako je bilo izhodišče, da bi za ustrezno pripravo na nova pravila lahko bilo premalo časa, ukolikor bi to sprejeli tik pred sezono, in da bi tudi v samo pripravo pravil, ki bi jih v ta odlok vnesli, bilo smiselno letošnjo sezono izkoristiti za pregled stanja, za zbiranje informacij in na to pripravo nekega vsebinskega odloka, ki bo to stanje urejal. Seveda pa je vse skupaj še odprto za debato, ampak definitivno v tem letu pride na vrsto. Ta časovnica je pa zastavljena z tega vidika, da bi na vsebinskih izhodiščih, ki bi jih lahko dorekli že vnaprej, potem letošnjo sezono izkoristili za neko preverbo smiselnosti in izvedljivosti rešitev, ki bi jih na to odlok zapisali. Renata Pavc, prosim. Hvala za besedo. Jaz bom prenesla pa samo eno vprašanje na občanke, in sicer v zvezi OPPN Žabče sprašuje za pojasnilo oziroma vprašanje, kako daleč smo v postopku sprejemanja SD OPN 2 in 3 občine Tolmin. Jaz sem pa malo radovedna, pa me zanima, kakšne spremembe statuta se obetajo. Za pojasnilo glede občinskega prostorskega načrta bi prosil gospod Sanjo Sivec, vodjo oddelka za okolje in prostor na občinski upravi. Lep pozdrav vsem, hvala za vprašanje.
Nisem razumela, če je bilo vprašanje tudi za OPPN Žabče. OPN 2 in 3. Okay, ker začelo se je z OPPN Žabče, zato nisem vedela. Mogoče lih še za OPPN Žabče, ker verjamem, da vas tudi zanima. Iztekel se je rok javne razgrnitve, sprejeli smo nekaj pripomb, zdaj se pripravlja osnutek stališč do pripomb in Odbor za okolje in prostor bo na svoji prvi seji obravnaval ta osnutek stališč in jih sprejel v predlagani obliki oziroma v spremenjeni, kolikor bo taka volja, in potem bomo lahko predlog odloka poslali v končna in zadnja mnenja nosilcem urejanja prostora in kakor izhaja iz programa dela, naj bi v drugem trimesečju oziroma v samem začetku drugega trimesečja odlok imel v obravnavi tudi občinski svet. Glede sprememb in dopolnitev 2 in 3. V letošnjem letu smo začeli z aktivnimi delovnimi sestanki in pregledom vseh pobud. Pobud je preko 200, do zdaj smo se dobili 2-krat oziroma 3-krat, skupaj smo pregledali okrog 130 oziroma 140 pobud, danes je bil zadnji tak sestanek, tako da ocenjujemo, da te pobude bodo pregledane nekje do meseca februarja. Po časovnici bi mogli prvi osnutek sprememb in dopolnitev OPN-ja v prva mnenja poslati do poletja. Hvala. Hvala lepa. Tukaj je pojasnilo, da se postopek sprejemanja OPN-ja v samem programu umešča na začetku in na koncu, medtem ko se vmes lahko občinski svet seznanja s posameznimi fazami, ko se zadevo pošilja v pregled nosilcev urejanja prostora v fazi osnutka predloga ali eventualno dopolnjenega predloga, ni pa to materija, ki se jo umešča v program dela, se pa vsekakor lotevamo tega že letos. Kar se tiče vprašanja o spremembah statuta, če sem prav razumel, pa prosim za pojasnila direktorja občinske uprave. Ja, hvala za vprašanje. Zdaj, kar se tiče sprememb statuta, je treba uvodoma povedati, da je bil statut, ki je trenutno v veljavi sprejet, mislim, da po mojem spominu leta 2011. Tako da od leta 2011 do leta 2023 je preteklo kar precej let in tudi to govoril pri temu, da je treba ta obstoječi akt pogledati in prečistiti in videti, kjer spremembe so tiste, ki so nujno potrebne. Pa naj, kako bom rekel, za uvodoma, ker vseh ne bom znal našteti, navedem samo dve. Že v prejšnjem mandatu se je govorilo o drugačni ureditvi ožjih delov občine, to so krajevne skupnosti, tu bo potrebno sprejeti neko dokončno odločitev in če bo ta dokončna odločitev drugačna od tiste, ki je zdaj urejena v našem obstoječem statutu, se bo seveda treba potem soočiti s spremembami statuta tudi v tem delu. Že v teh, to je prva zadeva, druga zadeva, že v teh preliminarnih pogovorih, ko se je ta svet občinski konstituiral, se je, tako kot je gospod Rutra tudi že prej povedal, pogovarjalo o samem številu oziroma samih delovnih telesih občinskega sveta. Že takrat so bile določene pobude, da je ta ureditev, ki je zdaj urejena in v statutu in v poslovniku, mogoče potrebno ponovnega razmisleka in prav gotovo je, glede na pobude, ki smo jih mogoče tudi danes slišali, temu nam potrebno nameniti neki pozornosti z našimi strokovnimi službami, najprej doreči potem vse skupaj in te spremembe potem tudi upeljati v praksi. Za sprejemanje sprememb statuta in poslovnika je pa potrebna dvotretjinska večina, tako da to najbrž potem terja malo več napora na eni in drugi strani, ampak občinska uprava bo definitivno to opravila vso tisto delo, ki je potrebno ob usmeritvah vseh vas in tudi župana. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Miha Mežnar, prosim. Lep pozdrav tudi z moje strani vsem, rekel že starim članom ali pa tem pa že ponovno izvoljenim, pa seveda še posebna topla dobrodošlica pa tudi vsem novo izvoljenim članom sveta. Jaz imam dve vprašanji in sicer eno mi je zdaj bolj padlo v uho, se pravi tam v ta svet za vzgojo in preventivo, v čem se bo spremenilo, mislim, v čem je razlika med uredbo in odlokom, tako bolj pravno. Drugo me pa sem zanima za bit gvišen, tam notri sta tudi dva pravilnika, ki se boste spremenila za
dodeljevanje pomoči kmetijstvu in gospodarstvu. Samo tako, ne, se pravi, tu se bodo pravilniki spremenili, v ničemer pa to ne zavira obstoječega pravilnika. Skratka, te pomoči bodo še zmeri na razpolago tudi v tem letu. Tako, to je vprašanje. No, tako samo vse. Hvala lepa. Za prvi del prosim direktorja za pojasnilo. Ja, gospod Meždar, hvala tudi vam za to vprašanje. Zdaj moram reči, da je ta pobuda, da se ta akt spreminja, nastala pri samem predsedniku Sveta za preventivo, vzgojo in v cestnem prometu ni nova, je že kar nekaj časa prisotna. Vsi skupaj ocenjujemo, da je uredba nek, kako bom rekel, način, ki ga je potrebno nadomestiti z odlokom, na način, da se temu organu dodeli nekaj več pristojnosti in da se mogoče malo drugače uredi članstvo tega organa. To vse izhaja iz stroke, iz ljudi, ki se praktično dnevno s tem ukvarjajo in tudi po zgledu drugih podobnih ureditev v nam podobnih lokalnih skupnostih. Mogoče drug del župan lahko odgovori, pa vodja oddelka za gospodarstvo, negospodarstvo in finance Janja Bičič. Pozdravljeni še v mojem imenu, lepa hvala Miha za vprašanje. Torej, v letošnjem letu se bo ukrep oziroma razpis za pomoč nosilcem kmetijskih gospodarstv, govorimo o ukrepih na področju kmetijstva in gozdarstva, izvajal še po zdaj veljavnem pravilniku. Predlog, ki ga predlaga pač program dela občinskega sveta za letošnje leto, pa se nanaša na pravilnik, ki se bo sprejemal bolj konec leta. Že iz tega izhaja tudi namera, da se bo ta nov pravilnik uporabljal za ukrepe, ki jih bo naslavljalo leto 2024. Kar pa zadeva pravilnik na področju malega gospodarstva, veljavni, to je pravilnik, ki govori oziroma ureja dodeljevanje pomoči, subvencijo, obrestne mere na področju gospodarstva, velja še do konca letošnjega leta, se pravi, gre za shemo pravil de minimis pomoči, tako da ali se bo ta izvajal še v letošnjem letu, glede na tudi situacijo na bančnem trgu, je pravzaprav vprašanje bolj kot ne proračuna za letošnje leto, ali bomo pravilnik še ohranili ali ne, oziroma izvajanje tega ukrepa. Pravilnik, ki ga pa v bistvu predpostavlja oziroma predvideva sam program za letošnje leto, pa predvideva nov ukrep, se pravi, gre za en nov ukrep pravil, ki bo bolj kot ne kratkotrajne oziroma začasne narave, kajti tudi ta bo lahko, kot že omenjeni zdajšnji veljavni, pokrival shemo dodeljevanja pomoči zgolj za letošnje leto. Razmišljamo pa o, bom rekla, novem ukrepu, še zlasti zato, ker omenjeno je ukrep zdaj veljavni, subvencije obrestne mere, glede na bančne razmere, vprašljiv oziroma najverjetneje bo ta, tako kot v lanskem letu 2022, spričo razmer na bančnem trgu povpraševan v, bom rekla, v manjšem obsegu, zato, kot rečeno, razmišljamo o novem ukrepu in sicer o sami vsebini morda danes je še prezgodaj govoriti. Smo pa že v bistvu razmišljamo tudi o tej vsebini z obrtno zbornico, ampak kot rečeno, zdaj ne bi, bom rekla, o sami vsebini govorila, ampak takrat, ko bo pač zadeva na sami obravnavi. Glede na to, da pač bo ta potem podlaga za izvedbo javnega razpisa že v letošnjem letu, pa je, kot ste videli, že tudi časovnica letega
predvidena takoj po potem sprejemu proračuna za leto 2023. Hvala lepa. Hvala lepa, Janja. Tukaj še z moje strani kratko dopolnilo, da nedvoumno potrdimo, da se tako sredstva iz razpisa za pomoč gospodarstvu kot tista za pomoč kmetijstvu spremembo pravilnika vsekako ne zmanjšujejo, nasprotno povišujejo se, ker sta oba razpisa nekako ocenjena za dobra, da so pobude, ki jih tu prejemamo, dobre in je to pravi način, da spodbujamo tako gospodarstvo kot kmetijstvo v naši občini. Kot je že povedala kolegica Bičič, bomo pri oblikovanju ukrepa za pomoč gospodarstvu sodelovali z območno obrtno zbornico s pobudami, ki prihajajo direktno iz terena od ljudi, ki se s podjetništvom ukvarjajo. Več o tem seveda ob obravnavi prvega predloga proračuna. Enako imam namen vsem vam pri predlogu proračuna držati svojo predvolilno obljubo, da bom sredstva za pomoč kmetijstvu dvignil vsaj za 40%. Želi še kdo razpravljati? Bojan Drole, prosim. Lep dober večer vsem skupaj. Jaz imam eno operativno vprašanje, ali je možno ali ne, iz seja sveta krajevne skupnosti je vsekakor prišlo, vsi čakamo seveda, da bi bil proračun čim prej sprejet, ampak krajevne skupnosti se soočajo s kratkim terminom. Ali je mogoče sejo, ki je predvidena 23. predstaviti mogoče za en teden. Še zmeraj zbiramo predloge in lažje bi bilo. To je samo tako vprašanje ali možnost. Predsedniki krajevne skupnosti so podali mnenje, da je dokaj kratek čas, ni pa to neka stvar. To je bilo, kar je bilo slišano na tisti seji. Hvala. Hvala lepa. Se zavedamo te pobude. In kar se tiče same izvedljivosti, tisti prvotni rok, ki je bil krajevnim skupnostim sporočen, je bil še vezan na izvedbo februarske seje, mislim, da en teden prej. Ali pa tako, v glavnem, verjetno se bo časovnica februarske in marčevske seje glede na kompleksno sprejemanje proračuna še lahko za kakšen teden tudi zamaknila in posledično tudi zamik samega roka za krajevne skupnosti, ampak da ne bom kaj narobe rekel, prosim še direktor, da me dopolniš. Saj ste župan več ali manj povedal tisto, kar vem, da ste se s podžupanom tudi pogovarjali na prvi seji sveta krajevne skupnosti. Mi vemo, da je ta pobuda prisotna, gospod Drolet, tako da o njej že razmišljamo, se bomo najbrž tudi njej prilagodili. Tu za februarski datum je predvidena seja občinskega sveta 23.2., ampak glede na to, da smo se to tem županom pogovarjali in da najbrž tudi ti župan razmišljaš, da je tu tudi to sejo smiselno zaradi vseh teh opravil za kakšen teden zamakniti seveda ta pobuda na mestu in če je kakšen dan za to potreben ni z naše strani, z vidika uprave nobenih zadržkov, da se temu tudi prilagodimo. Tako, mogoče v en širši okvir razumevanja. Občina Tolmin je trenutno v obdobju začasnega financiranja, kajti proračun za letošnje leto še ni sprejet. To je še po odločbi prejšnje županje, ki pa velja do konca meseca marca. Ukolikor bi želeli to stanje podaljševati, bi morali za vsak mesec pridobiti k temu soglasje občinskega sveta. Naša želja, verjamem, da skupna je, da čim prej začnemo razvojni del vodenja naše občine, ki zahteva sprejet proračun, čeprav v prvi fazi morda bolj operativen, pa kasneje z jesenskim rebalansom še bolj strateško usmerjen, vendar si želimo to izpeljati tako, da stopi v veljavo še znotraj meseca marca, kar pa narekuje nekje zadnji datum za izvedbo marčevske seje en teden po predlaganem, to je 23. marec. S tem v zvezi pa lahko tudi za en teden podaljšamo, kot pa je že direktor povedal, vas bo podžupan Tomaž Štenkler, ki je odgovoren za področje krajevne skupnosti, o tem tudi zelo v kratkem obvestil. Želi še kdo razpravljati? Prosim, Aleš Bizjak. Hvala. Jaz imam eno vprašanje glede tega programa.
Zdaj ne vem, je kam uvrščeno tudi glede financiranja krajevnih skupnosti. Mislim, da v zadnjih 2 mandatih je bilo kar nekaj razprav, celo skupina je bila ustanovljena, ki je pripravljala razna izhodišča, kako priti do nekega ključa, ki bi bil bolj primeren. Zdaj sem videl, da projektna sredstva za prvi 2 leti so bila razdeljena še po starem ključu in me zanima, je tu noter v teh spremembah statuta in to je tudi to predvideno, ali bo cel mandat deloval še po starem. Hvala lepa. Zdaj, mogoče direktor. Mogoče en splošen okvir, no, kar se tega programa dela občinskega sveta tiče. To je program. In tudi na koncu smo zapisali, da je to nek živ dokument, ki se sproti prilagaja, dopolnjuje. Tudi kakšna stvar najbrž že zdaj povemo, mogoče niti ne bo uresničena, pa kljub temu, da bomo poskušali na njej intenzivno delati. Zdaj, kar se tiče sprememb krajevnih skupnosti, gospod Bizjak, je objektivno dejstvo, da smo o tem v preteklosti že razmišljali, da so tudi na tem področju delovale 2 delovni skupini, ki sta prišli do določenih ugotovitev. Glede določenih ugotovitev, ki se tiče samega statusa krajevnih skupnosti, tudi o modelih financiranja krajevnih skupnosti, sta obe delovni skupini razmišljali in o tem je prejšnja sestava občinskega sveta že odločila. Zdaj je pa izziv pred vsemi nami, kako od tu naprej, in o tem je treba najprej intenzivno razmisliti, vključiti v razpravo vse tiste, tudi predsednike krajevnih skupnosti, vse tiste deležnike, ki morajo biti v to vključeni in potem župan sprejeti neko dokončno odločitev. Hvala lepa. Namenoma sem direktorju najprej predal besedo, ker sem vendarle še nov na tej poziciji in včasih dopušča možnost, da je kakšna pravno formalna zadeva, ki zadevo preprečuje, pa da se ne bi človek preveč zaletel. Najprej to preverim. Ker se tiče pa vsebinskega vidika, je pa načeloma tako, kot je direktor povedal, torej mi vsekakor razmišljamo o neki reorganizaciji in tudi o polnomočenju delovanja krajevnih skupnosti. Temu je tudi večji del nalog poklicnega podžupana Tomaža Štenklerja, poklicnega s 1. februarjem, da se razumemo, namenjena. In evalvacija tistih vseh zaključkov, ki jih je projektna skupina, ki je do sedaj delovala, bo sigurno izhodišče. Ukolikor bi med krajevnimi skupnostmi prišlo do zelo širokega konsenza glede tega, kako ta pravilnik spremeniti, ni nikakršnega zadržka, da se to uredi tudi prej. Se mi pa zdi, da gre za kompleksno zadevo, ki bo potem tudi za dolg časa naprej nastavila samo delovanje, tako da v tem programu za letošnje leto še nismo predvideli, ampak še enkrat, ta zadeva je živa, program je živ, odprt in nikakor si ne zapiramo s tem vrat, ukolikor bi prišlo do nekega zelo enotnega stališča, smo pa, kot ste videli, pač za tekoči proračun povzeli nekako usmerite do sedanjega delovanja, zato da lahko pač gremo v operativo in da se projekti izvajajo. Želi še kdo razpravljati? Gregor Rodman, prosim. Lep pozdrav, hvala za besedo. Jaz sem eno vprašanje glede seje 21. decembra. Meni se zdi to mogoče zelo subjektivno, malce neugoden datum, ker je prav pred koncu leta za nam, a ostali mislite, vam je fajn 21. biti tukaj, ali bi mogoče kakšen teden prej, ne vem, samo vprašanje, kako ostali čutite to. Meni se zdi rahlo problematično. Hvala lepa. Kot sem razumel, vprašanje je bilo bolj naslovljeno na svetnice in svetnike, tako da lahko tudi v zvezi s tem še kdo razpravlja. V kakšnih bolj neformalnih okoljih bi dal to kar na glasovanje, ampak vendarle se moramo držati dnevnega reda. Kot smo pa prej ugotovili, da se datum marčevske seje lahko zamakne iz zelo operativnih razlogov, se lahko datum decembrske zaradi zelo človeških, ukolikor se okrog tega poenotimo. Še kakšen predlog za razpravo? Ukolikor ne, potem dajem
predlog programa dela občinskega sveta občine Tolmin za leto 2024 na glasovanje. Preverimo, prosim, prisotnost. In glasujemo. Ugotavljam, da je program dela občinskega sveta občine Tolmin za leto 2023 z 20 glasovi za in nobenim proti sprejet. Tako lahko preidemo na 5. točko današnjega dnevnega reda, to pa je razprava in sklepanje o sklepu o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Tolmin v letu 2022. Pri tej točki je poročevalec gospod Davorin Simčič, prosim. Hvala za besedo in dober večer. Zakon o volilni in referendumski kampanji dopušča tudi možnost delne povrnitve stroškov, ki so jih imele stranke v volilni kampanji na lokalnih volitvah, se pravi za volitve v občinski svet in župana. Zdaj, tu je zakon tudi hkrati, kot določen splošen okvir, dopušča tudi nekaj možnosti znotraj tega o višini teh stroškov in zato je pred vami danes ta splošni sklep, če mu lahko tako rečemo. Zdaj, pri volitvah za župana zakon o volilni in referendumski kampanji določa enako merilo, kakor velja za volitve predsednika republike, spravi tudi za volitve župana pripada kandidatom oziroma tem, ki so jih kandidirali, 0,12 evra na glas, ki so ga pridobili na volitvah. Zdaj, seveda možno je določiti tudi nižji znesek, to mislim, da je, glede na zakonsko dikcijo, vendar doslej pač tega, moram reči, nismo počeli zlasti zato, ker se ta znesek, ki je direktno upisan v ta zakon o volilni in referendumski kampanji, že leta ni spreminjal. Druga stvar, ki jo dopušča zakon glede volitev župana, je, da svet ob odločanju o povrnitvi teh stroškov odloči, da pač pripada ta delna povrnitev stroškov samo tistim kandidatom, ki so osvojili nek določen odstotek glasov, pri čemer ta odstotek ne sme biti višji kot 10%. Zdaj, glede na rezultate na volitvah za župana je jasno, da so vsi trije kandidati ta odstotek presegli, in sicer Maša Klavora v prvem krogu, oba dva kandidata, ki sta potem bila v drugem krogu, pa tudi v drugem krogu. Merilo za izračun glasov je, da seveda pri teh kandidatih, ki so se uvrstili v drugi krog, se upošteva število glasov, ki so jih dobili na volitvah v drugem krogu. Tako da mislim, da ta omejitev, da bi določali, in zato tudi ni predvideno to v sklepu, nek odstotek glasov, ki bi ga mogli kandidati za župana dobiti, ni smiselna, ker ta najvišji odstotek so itak vsi presegli in to pač ni predlagano v sklepu. Pri volitvah za občinski svet pa je poleg tega pa je določeno merilo, da znaša delno povračilo 0,33 evra za glas, ki ga je posamezna stranka ali lista dobila na volitvah. To je enako, kakor velja za volitve v državni zbor. Tukaj zakon dovoljuje eno omejitev in sicer, da občinski svet lahko odloči, da pripada to delno povračilo le tistim strankam in listam, ki so se uvrstile v občinski svet, tistim, ki pri tem niso uspele, pa ne. Zdaj, in zato imate, če ste pogledali ta predlog sklepa v 3. členu, kjer se določa povračilo stroškov za volitve v občinski svet, varianto,
dve možnosti sta. Eno je, da se upošteva ta možnost, ta omejitev in se pač določi povračilo, samo delno povračilo samo tistim strankam, ki ste se in listam, ki ste se uvrstili v občinski svet. Druga varianta pa je, da da občinski svet sklene, da to povračilo pripada tudi tistim, ki se niso uvrstili. Zdaj, če lahko rečem, meni je bolj simpatična ta druga varianta iz več razlogov. Prvi je, da smo tudi v preteklosti, tisti, ki ste že bili, mogoče se spomnite, člani sveta ste odločili vedno, da pripada to nadomestilo, delno povračilo vsem, tudi tistim, ki se niso. Druga stvar je, da je tu razlika v teh stroških majhna, gre glede na konkretne rezultate za nekaj več kot 90 evrov, če bi sprejeli to drugo varianto. In tretja je, mislim, da je prav, da se pač povrne vsem, ker je tu nek signal tudi za v bodoče, a ne, da tudi, če ne uspeš, saj neko delno povračilo ti bo pa pripadalo. Torej, če boste danes sprejeli ta sklep, je to nek splošni okvir za delno povračilo teh stroškov, ki pa ne predstavlja še dokončnega sklepa. Namreč glede na število glasov se bo zračunalo, kolikšni so ti konkretni zneski za stranke, liste in kandidate za župana. To je prvo. Drugo pa je, in ta pogoj določa že zakon, in bi izkoristil to priliko, ker tu pa imamo malo težav v preteklih letih, podlaga za sprejem tega konkretnega sklepa, o katerem bo tudi odločal svet, je pa poročilo. O volitvah, o referendumski kampanji, je potrebno dati poročilo. To poročilo je potrebno oddati najkasneje v 15 dneh po zaprtju tega posebnega računa, ki ga je mogla vsaka lista oziroma stranka ali pa kandidat odpreti za volilno kampanjo. Ta račun se zapre pa najkasneje v 4 mesecih od volitev. To poročilo je pomembno iz dveh razlogov, ker predstavlja v bistvu nek zahtevek, če lahko tako rečemo, za delno povračilo teh stroškov, na podlagi katerega lahko potem svet odloča in občina to izplača. Drugo, kar je mogoče še pomembneje, je pa to, da iz poročila izhaja, kakšni so bili pravzaprav ti stroški. Ker če ti stroški niso bili vsaj taki, kakor bo izračunano to delno povračilo, potem pač tega povračila ne more biti za neke stroške, ki jih ni bilo. Če presegajo v redu, ampak biti morajo najmanj taki, ne pa nižji. Tako da bi apeliral, bi izkoristil to priliko, ko sem ravno tu, res prosim, da vsi, vem, da za ene stranke pripravljajo ta poročila na centralah tudi, ampak res bi prosil, da vsi predložite to poročilo o teh stroških volilne kampanje, ko boste zapirali te račune. Ker tu, kakor sem rekel, v preteklih letih so bile kar težave. S tem, če boste takrat, ko boste to končali, to formalno volilno kampanjo, to predložili, omogočite, da vse to zberemo z enim sklepom, potem svet lahko odloči in se ti stroški tudi delno povrnejo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Simčič. S poročilom te točke odpiram predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Tolmin v letu 2022 v razpravo. Želi kdo na tej točki razpravljati? Ukolikor ne, potem bi dali sklep na glasovanje. Sprejme se sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Tolmin v letu 2022. Prvi člen bi se glasil, da s tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Tolmin v letu 2022. Drugi člen, stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči zneskov, ki jih določa zakon, ki ureja volilno kampanjo. Tretji člen, organizatorji volilne kampanje za člane občinskega sveta imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 evrov za dobljeni glas
pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču. Preverjamo prisotnost. Glasujemo. Ugotavljam, da je sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Tolmin v letu 2022 z 18 glasovi za in nobenim proti sprejet. Tako, sedaj pa bi prešli na 6. točko vprašanj in predlogov, pri čemer bi imel za vas eno usmeritev, lahko ji rečete tudi prošnja. V tej točki bomo tekom delovanja prišli do številnih vprašanj in predlogov, ki bodo namenjeni meni ali mojim sodelavcem na občinski upravi, za katere si želimo podati čim kvalitetnejše odgovore, tako za vas, kot za občanke in občane, ki te občinske seje spremljajo. Zato vas prosim, da vkolikor imate vsebinska vprašanja ali predloge, ki bi jih želeli diskutirati po to točko dnevnega reda, da nam jih v tajništvo občine Tolmin posredujete, dajmo reči 2 ali pa 3 dni pred samo sejo, zato da se lahko kvalitetno pripravimo in da vam podamo odgovor, kakršnega si zaslužite. Za danes seveda to še ne more veljati, zato vam v ničemer ne omejujem vaše razprave in toka misli in odpiram 6. točko vprašanj in predlogov, ukolikor bi kdo želel katerega od teh nasloviti na nas. Prosim, Žani Sakoski Drole. Pozdravljeni. Imam eno vprašanje, in sicer z objektom na Brajdi. Nazadnje smo še, ko je bila podžupanja v funkciji županje, imeli temo glede tega objekta, to je bil zadnji sestanek. Predtem mislim, da so sestanki in usklajevanja kar dobro potekala, bili obveščeni o sprotnem dogajanju na Brajdi, zdaj pa bom rekel, od takrat naprej že kar nekaj časa nobenega nekega konkretnega odgovora, oziroma tudi obrnil sem se na direktorja zavoda Matjaža Žbogarja. Tudi nekih prav, bom rekel, primerljivih odgovorov od njega nisem dobil. Bolj me zanima, kakšno je stanje na današnji dan na tem objektu in kdaj lahko pričakujemo nek zaključek oziroma uporabno dovoljenje, da bi se ta objekt lahko začel uporabljati. Hvala. Hvala lepa. Mogoče direktor? Ja, hvala za vprašanje, gospod Sakoski Drole. Zdaj, en del resnice je v temu, kar ste vprašal, pa bom povedal zaradi česa. Ta objekt je pravzaprav v nekem največjem delu bil dokončan v izvedbenem delu, že v zaključku preteklega leta. Zdaj v teh dneh delamo vse tiste zadnje pomanjkljivosti in mislim, da je naslednji četrtek, če ne me pa moji sodelavci popravijo kvalitativni prevzem tega objekta. Če s tem še niste seznanjeni, vas seznanjam zdaj po tej poti, vas bomo o tem tudi dodatno seznanili. To pa govori prid temu, da pravzaprav smo tik pred tem, da to zadevo zaključimo. Nekatere stvari, ki v letu 2022 še niso bile dokončane, so uvrščene tudi v spisek vseh tistih potreb, ki bodo predstavljale tematiko za pogovor o proračunu za letošnje leto. Mi bomo kot občina Tolmin naredili vse za to, da ta objekt prvič kvalitetno končamo, ker je bil kvalitetno usklajevan, kvalitetno grajen in mora biti tudi kvalitetno zaključen. In drugič, da naredimo vse potrebno za to, da ko bo prva tekma nogometne lige, da bo lahko nogometni klub takrat lahko to tekmo tudi nemoteno izpeljal. Seveda obok temu načrtujemo tudi otvoritev tega objekta. Na to temo vem, da
moji sodelavci in sodelavke že načrtujejo sestanek, o tem vas bomo obvestili, tako vse uporabnike, tako kot direktorja Zavoda za kulturo, šport in mladino, s ciljem, da se ta komunikacija, če je kje išla, za kar se vam opravičujemo, okrepi in da vsi skupaj stopimo skupaj, da kvalitetno to zgodbo, pomembno za športno dejavnost v Tolminu, tudi ustrezno dokončamo. Hvala lepa. Bojan Drole. Jaz bi si prenesel eno obvestilo iz seje sveta krajevnih skupnosti, ker je tudi tukaj občinska uprava. Večina predsednikov krajevnih skupnosti je podalo, da niso informirani, kaj se dogaja, čeprav ne iz njihovega denarja, kar dela občina, država, nekaj, da se dogaja na njihovem terenu. Prav bi bilo, da to sporočilo pride do predsednikov sveta skupnosti, da lahko potem, ko prije vprašanje krajanov, kaj se dogaja, ne znajo odgovoriti ali ne znamo odgovoriti. Nekaj se dela, na temu ne vemo. Je v redu, če se dela, ni problema, ampak ne vemo, kaj se dela. To je prav, to so povedali, lahko rečem, skoraj vsi ti dan. Hvala. Hvala za predlog. Tukaj se bom kar sam odzval. Želim si določene reorganizacije dela tako samih krajevnih skupnosti, predvsem pa njihove navezave in sodelovanje z občinsko upravo v obe smeri. Na eni strani pri prejemanju pobud zdravnik krajevnih skupnosti in obravnavi le-teh ter uvrščanju tako v proračun kot v časovnico izvedbe, na drugi strani pa seveda tudi obveščanja o delovanju občinske uprave in vseh projektov, kot ste rekli, tako z občinske kot državne ravni, ne le zato, da so krajevne skupnosti o tem obveščene, pač pa tudi zato, ker samo z enim tesnim sodelovanjem s krajevnimi skupnostmi lahko imamo tudi kvaliteten nadzor nad projekti, ki se izvajajo, in pravočasne informacije, ukolikor se na terenu nekaj izvaja neskladno s tem, kar si mi za dobrobit občank in občanov želimo. Tudi to je tako naloga zame, kot za podžupana Štenklera, da vas bomo o tem obveščali in da tudi tukaj vzpostavimo nek mehanizem, kako boste po neki formalni poti pravočasno obveščeni, hkrati pa seveda s tem, ko bomo imeli poklicnega podžupana za to področje, da je tudi nekdo, ki je ves čas dosegljiv za dodatne informacije in to ne zavisi od, bom rekel, temu prostega razpoložljivega časa nekoga, ki to dela nepoklicno. Ampak hvala za predlog, s katerim se strinjam. Lenart Rutar. Hvala lepa. Ena prošnja mogoče za naslednje seje, kmalu bo branje proračuna. Me samo zanima, če bi bilo mogoče v naša delovna gradiva, da je tudi neke delovne formate, kot so Excel in nekaj takega, ker je pač pregledovanje številk lažje, da ne poteka vse samo v PDF-jih. To je to. Hvala lepa. O izvedljivosti prosim direktorja, ker ne poznam programskega ozadja tega. Hvala za vprašanje najprej, pa za pobudo, ki pa vsaj v enem delu nažalost je najbrž ne moramo uresničiti, ne pa bom povedal zaradi česa. Pa vem tudi, zaradi česa ste vi tako razmišljali, ker bi vam to olajšalo pregledovanje, seštevanje, odštevanje, primerjave in tako naprej. Razlog je pa v tem, da ko moji sodelavci in sodelavke in tudi vodje računovodske službe vnašajo te stvari, kar se proračuna tiče v sistem, je to narejeno na gradovih programih. To je zunanji izvajalec in izvoz vseh tistih podatkov iz teh gradovih programov je najbrž mogoč samo v PDF obliki. Tako delamo že vsa leta in to je neka ustaljena praksa. Če pa je mogoče to urediti kakorkoli, jaz zdaj tega eksaktnega odgovora nimam, bomo pa mi v hiši preverili in se obvezujemo, da če je ta izvedljivost mogoča, vam bomo to, gospod Rutar, tudi do naslednje seje, ali pa predlagam, da vam to kar po mailu odgovorimo, da vas na ta način tudi, da vam še bolj konkretno odgovorimo na to vaše vprašanje, za katerega se vam zahvaljujem. Zdaj pa, če lahko temu tehnično-formalnem delu dodam še tistega mojega ljudskega,
Moja osebna želja kot župana, ki želi sodelovati z vsemi svetniškimi skupinami, je, da je proračun tisto temeljno gradivo, s katerim smo vsi usklajeni. Zato boste definitivno dobili že prvi osnutek v Excel tabeli z vsemi pripadajočimi komponentami za filtriranje in za brskanje in za, bom rekel, analiziranje tega dokumenta. Ravno tako si želim, da se uskladimo neformalno ali pa kakorkoli želite temu reči, okoli tiste verzije, ki jo bojo moji kolegi občinski upravi dobili v roke, da jo prenesejo v ta gradov program, ki bo potem samo še formalnost. Hvala. Prosim, Maša Klavora. Dobro večer, mene zanima, kaj se dogaja s temi projekti iz načrta za okrevanje in odpornost. Seveda počakajmo še na proračuno, ampak vseeno verjetno ene zadeve potekajo, pa ker gre za večje projekte, je tudi za nas dobrodošlo, da vemo, v kakšnih fazah so. Pa mogoče tržnica Tolmin. Hvala, ja. Tako kot ste rekli, sama mogoče poglobljena analiza teh projektov pride v okviru obravnave proračuna. Vemo pa, da imamo v občini, mislim, da 5 tekočih projektov iz načrta za okrevanje in odpornost, že 4 smo odločbe o odoboritvi sredstev že dobili, za kanalizacijo na Knežiji še čakamo, ampak upravičeno pričakujemo. Poleg tega je tukaj vodovod proti Kanalskem lomu, je tukaj v bistvu preureditev Kozlovega robu, stanovanja in v Zalogu ter zdravstveni dom. Vsi ti projekti skupaj predstavljajo, bom rekel, ne samo znaten, ampak kar zelo velik delež proračuna, ki ga bomo na prihodnji seji obravnavali. Glede na to, da so sredstva za njih že pridobljena, nisem za nobenega od teh 5 projektov sprejel odločitve, da bi se ustavil. Z vsemi nadaljujemo in jih bomo usklajevali v okviru usklajevanja proračuna. Seveda pa pač potekajo vsak posebej, pač glede na trenutno fazo pri zdravstvenem domu. Trenutno čakamo odziv Ministrstva za zdravstvo, ki bo usmeril nadaljne aktivnosti, ampak poteka zadeva enako kot pri zdravstvenih domovih po celi Sloveniji. Tukaj lahko direktor še 2 besedi dopolni. Ja, hvala. Mogoče pri Kozlovem robu pa zdravstvenemu domu Tolmin, tako kot je župan rekel, pravzaprav vsi ti projekti grejo naprej. Zdaj, kar se zdravstvenega doma tiče, se mi zdi prav, da povemo, da smo javno naročilo za izbor izvajalca objavili že v preteklem letu, pa so razmere na trgu bile pač take, da je bila tista najbolj ugodna ponudba tistega, ki je to ponudbo dal, 1 milijon evrov višja, kot smo imeli zagotovljenih sredstev v proračunu. Nam ni preostalo drugega, kot da to zadevo v tistem trenutku ustavimo in gremo v pogovore z Ministrstvom za zdravje, kako naprej. Mi smo bili na sestanku pri praktično desni roki ministra Bešič Loredana, to je pri gospodu Alešu Šabedru, in njegova ekipa nam je zagotovila, da ne glede na to, da se nam je to zgodilo, pa tu nismo edini, to se je praktično zgodilo veliki večini vseh tistih, ki smo bili na ta razpis prijavljeni, ministrstvo pripravlja vse pravne podlage, da v letošnjem letu nam ta sredstva zagotovi. V zadnjih kontaktih, ko smo bili z njimi, je bilo zagotovilo dano, da ta informacija v to hišo pride do konca januarja. Jaz verjamem, da bo to tako, in če bo to tako, bomo mi nemudoma naredili vse postopke, ki jih moramo, da čim prej pridemo do izbora izvajalca, ker so vsi ti projekti iz načrta za okrevanje in odpornost vezani tudi na črpanje zunanjih virov financiranja z Evropske unije, ima tudi država tu svoje zaveze in skrajni rok za dokončanje vseh teh projektov je leto 2025, ker mora država do leta 2026 tudi svoje zadeve izpolniti. Kar se tiče področja kulturne dediščine in projekta Grad na Kozlovem robu preteklost za prihodnost, smo v tem trenutku v intenzivnem načrtovanju projekta za izvedbo. Tu popolnoma sledimo časovnici, ki je predvidena. Imamo podpisano pogodbo o sofinanciranju tega projekta z Ministrstvom za kulturo, ekipa z zunanjim strokovnjakom Dušanom Krambergerjem in v sodelovanju uprave naše, muzeja in Zavod za turizem dela, in jaz verjamem, da bomo, po domače rečeno, prvo lopato zakopali junija letošnjega leta.
Tako, hvala lepa. Kratko dopolnilo v zvezi s projektom Zalog, tam pa smo v sami prijavi projekta se zavezali, da bo končan z uporabnim dovoljenjem do konca leta 2024, kar našo časovnico še dodatno malo napenja. Ampak vsekakor, tako kot smo rekli, to so projekti, za katere smo evropska sredstva pridobili, bodo pa v okviru obravnave proračuna tudi prediskutirani in pregledani v smislu, ali so v takšni obliki, kot so prijavljeni, sprejemljivi in ali lahko razmišljamo tudi o kakšni adaptaciji, ki bi še vedno upravičevala pridobivanje teh sredstev z mogoče nekoliko drugačnim izplenom ali mogoče kakšna tretja rešitev. To bo pač v okviru dogovora nek demokratičen proces. Vsekakor pa glede na vprašanje nobenega od teh projektov nismo kakorkoli skrenili iz poti trenutno, tako ker je bil nastavljen. Kar se tiče same tržnice, je tudi projekt, ki ga sam kot župan vidim kot dobrega, tako da določena sredstva bodo proračuna so zagotovo namenjena že letos, o sami izvedbi pa res morda v okviru dogovarjanja proračuna, da ne bi prehitevali dogodkov. Miha Mežnar, prosim. Še enkrat lep pozdrav, tudi z moje strani. Vprašanje, drugo leto, mislim, temu programu dela je bilo parkrat omenjeno tudi festivali in pa tako in Sotočje, pa me zanima, glede na to, da smo lani se dogovorili, da se bodo opravljale meritve, pa nadzor nad izvajanjem tistih sklepov, poročilo tega, no tako, kdaj bo, kako je predvideno. Hvala. Hvala. Tukaj bom kar direkten, tudi sam sem bil nekoliko razočaran nad vsebino poročil, kar se tiče meritev hrupa, kot tudi obsegom poročila tiste delovne skupine, ki je zadeve pregledovala. Z vso dokumentacijo sem bil seznanjen seveda po nastopu funkcije. Ocenjujem, pa seveda bo tudi to predmet odločitve tega občinskega sveta, da iz pridobljenih podatkov enostavno ne moremo zaključiti nekih končnih zaključkov oziroma usmeritev, kajti meritve hrupa so bile izvedene samo na enem mestu, to je stavba na Cvetju, ki je po prostorski sliki najbližje festivalom, ne morejo pa te meritve prejudicirati hrupa ne v Poljubinju, ne v Prapetnem, kar pomeni, da iz območij, od kjer smo prejemali največ pritožb, nimamo zanesljivih podatkov, kaj se tam dogaja, škoda. Na drugi strani imamo tukaj poročilo delovne skupine, mogoče se bo k besedi priglasil tudi vodja te skupine Gregor Rodman, ukolikor oceni, da je to potrebno, zadeva ni bila obravnavana na tem občinskem svetu, še sam sem poročilo prejel, lahko pa ocenim, da gre bolj za nek inšpekcijski tip skupine, ki je definiral posamezne kršitve od pravil, ki so bila dorečena, ne vsebuje pa samo poročilo nobenih, bom rekel, razvojnih, konstruktivnih, usmeritvenih vsebin, kako bi lahko zadevo peljali drugače. Pravkar se seznanjen tudi s poročili posameznih služb od komunale, policije, gasilskega društva in tako dalje. Ocenjujem, predvsem po pogovorih z predstavniki komunalne službe, komandirjem policijske postaje, pa tudi predstavnikom gasilskega društva Tolmin, da je trenutni sklep v točki, kjer dovoljuje festivale v tem obsegu, hkrati pa zamejuje samo prizorišče in iz njega izvzema Sotočje, delikaten, da ne rečem težko izvedljiv, kajti prejudicira, da organizatorji festivalov nimajo do tega območja ožjega Sotočja nikakršne odgovornosti, niti z vidika odnašanja smeti, niti reševanja iz vode, niti varovanja. Vemo, da bo tam vseeno, vsaj tistih 5000 ljudi, kolikor bo jih na posameznem festivalu, pa še kakšen domačin, občina po mojem mnenju in po oceni strokovnih služb tega nadzora ne more izvajati, zato se moramo pogovarjati celostno, ali te zadeve tam želimo, kolikor jih želimo, je treba prevzeti odgovornost na tisti strani tistega, ki to organizira ali obratno. Zagotovo bo temu namenjena ena dolga in upam, da plodna debata tudi v tem občinskem svetu, tudi po posameznih odborih in predvsem predčasno, neformalno tudi med svetniškimi skupinami. Program dela pa je tak zato, ker menim, da ta sklep, ki je trenutno v veljavi, zagotovo terja določene spremembe pred samo izvedbo letošnjih festivalov, da ne pridemo do ene točke, kjer bi imeli sami težave, da ne rečem, da bi lahko se še kaj zgodilo. Si pa želim, da bi to je pa moja osebna želja, da bi na podlagi enega dosti
širše in bolj konceptno zasnovanega monitoringa teh festivalov letošnje leto, pa na to jeseni pristopili k spremembam oziroma tudi neki strategiji festivalskega turizma, bom rekel, do leta 2030 ali pa še prej, če se bomo drugače odločili. Ampak v vsakem primeru eni srednjeročni strategiji festivalskega turizma v Tolminu, ki bo narekovala potem ukrepe tudi za naprej. Zato sta 2 sklepa v programu dela, eden že zdaj spomladi za letošnje leto in potem drugi za naslednje leto, vezan tudi na širši strateški program, kje festivalski turizem v prihodnosti naše občine vidimo. Hvala. Prosim, Grega, ja. Rodman. Hvala za besedo. Glede skupine za festivale, kar je povedal župan, drži in nekaj dodati, lahko se po vse še pogovorimo, malo bolj malo, to je to. Bi pomenil še 2 stvari. Glede zapisnikov vsej, jaz predlagam, da se glasovanja, ki so objavljena na monitorju, doda še v zapisnike, tako da poskrbimo za dodatno transparentnost. Druga stvar je pa objavljanje videoposnetkov vsej na YouTube kanalu, spet z vidika transparentnosti, pa se še v opise da posamezne točke in potem poskrbimo, da lahko občani takoj si pogledajo točke, ki jih zanimajo. Hvala lepa. Lahko rečem, da se z obema točkama vsebinsko strinjam, samo izvedbo pa bomo pri izvajalcu televizijskega prenosa preverili, kaj to pomeni z vidika morebitnih avtorskih pravic in ostalih zadev, ampak ne vidim zadržkov, da k temu pristopimo. Enako bomo tudi znotraj služb občinske uprave, ki pripravljajo zapisnik, preverili, kako na najbolj enostaven način predelati te podatke, ki se tu zbirajo in so dostopni, vendar bom rekel na kompleksnejši način, mogoče narediti bolj dostopne tudi na sami strani občinske uprave. Hvala. Še kakšen predlog? Gregor Poljak, prosim. Dober večer. Tisto prejšnjo me je malo presenetilo, to vprašanje pa odgovori glede teh festivalov, glede te skupine, katere je bila dol. Zdaj me zanima mnenje oziroma, ne vem, a tisto poročilo, katero ne bi jo dobili, jo bomo dobili, ker mislim, da če je tudi prejšnja sestava občinskega sveta predlagala skupino, če se jo določilo, če se dalo naloge, potem jaz pričakujem, da je tisto izvedeno. Ker če ne, na tak način, kot je tudi zdaj tukaj povedano, enostavno tisto je padlo v vodo, očitno so se pač zgodile stvari, za katere mora nekdo odgovarjati, se pravi, če niso bili postavljene meritve hrupa, če ni bilo zadeva izvedena tako, kot je bilo rečeno, oziroma kot so bile navodila, oziroma kot je bilo, kar si pričakovalo od skupine. Potem zdaj me zanima, kdaj bo to poročilo. Pričakujem tudi, da bo napisano, kdo je bil zadolžen za postavljanje teh meritev hrupa, ker če ne, pač je to nesmiselno, kar občinski svet sprejema in daje neke naloge. In me zanima, kako mislite potem tole naprej izvesti. Hvala. Ja, hvala lepa. Sej bom rekel, da en del težko komentiram, glede na to, da nisem bil del tega občinskega sveta, ko je bil ta sklep sprejet. Kar lahko povem je, da je bilo delovanje te skupine zaključeno še pod županovanjem moje predhodnice Maše Klavora, da je ona vodji te skupine sporočila, da ocenjuje, da je s tem njihovo delo zaključeno. Tako da pravno formalno ta skupina ne deluje več in je sam kot tak, niti nimam vzvoda, da jo pokličem niti k odgovornosti, niti k poročilu. Eventuelno bi jo lahko v enaki sestavi poskusil še enkrat sklicati. To je vse stvar dogovora. Kakor razumem vaše vprašanje, ciljate bolj na revizijo opravljenega dela, za katerega tudi sam ocenjujem, da ni dalo čisto vseh rezultatov, ki so bili predvideni, milo rečeno. Kako naprej?
Se pravim, preden bi sprejemali ta sklep, ki bi spreminjal sklep za letošnje leto, bi vsekakor morali v eni podobni operativni sestavi te ljudi dati na kup in tudi obravnavati to poročilo. Moram priznati, da enega pravnega nasledstva te skupine ne vidim, glede na to, da je bila ukinjena strani prejšnje županje. Subjektivno mnenje moje tukaj zdaj ni pomembno. Bomo pa pristopili k temu zdaj pač na novo, pravno formalno na novo, seveda pa z nekimi člani, ki so tudi prej bliže prisotni in ukolikor je ta želja, lahko tudi poročilo, ki je bilo meni predstavljeno, delim z vami, da si sami ustvarite mnenje, enako lahko prosim sodelavce na občinski upravi, da pripravijo nek povzetek teh meritev hrupa, ukolikor ocenjujete, da bi bil to pravi naslednji korak, glede na to, kar ste sprejemali v prejšnji sestavi sveta, kjer mene zraven ni bilo. Tako da to lahko vzamem kot predlog, pa to pripravimo in razdelimo kot prvi korak, kot drugi korak pa pristopimo k letošnji sezoni, če je to smer, ki jo vidite. Pa ja, super, ja, Maša Klavora, prosim. Ja, hvala, se mi zdi prav pa odgovorno, da pokomentiram. Tako kot sta že župan pa kolega Grega povedala, mi smo nekje v prvi polovici oktobra zbrali številna poročila lokalnih inštitucij, te delovne skupine. Naloga te delovne skupine je bila spremljanje režima v lanskem letu. Člani so obiskali vse festivale po nekem obrazcu, zbrali vtise, ampak ta skupina je bila res namenjena popisu tistega trenutka, tiste ure, dveh, enkrat na festival. Tako za mene je bilo to pomembno poročilo, pa vendarle ne edino. In poleg vseh ostalih poročil, ki so na občini in o katerih je tudi župan govoril, da jih je prebral, to mislim, da so zelo dobra izhodišča za nadaljnjo razpravo. Poleg vseh poročil teh lokalnih inštitucij, nekatere je že župan omenil, pa je še recimo medobčinska uprava, je tudi občinska uprava in upravna enota Tolmin pripravila svoja poročila, izkušnje, kajti v lanskem letu smo presodili, da je skrajni čas, da tudi lokalno okolje, različne službe, ki imajo izkušnje s festivali, podajo nek svoj pogled na dogajanje, na probleme in da so poročila osnutek za dobro, temeljito, transparentno, kompleksno debato, kako naprej glede festivalov. Tako da občinska uprava in župan ima vsa poročila, res je pomembno tudi poročilo upravne enote, ker smo tudi tukaj zaznali pomembne težave in zdaj je pa naprej na vodstvu, kaj in kako s temi poročili. Delovno skupino, ki smo jo lani imenovali, je bila zaključena, ker njihova naloga je bilo spremljanje samo lanskega režima enkrat na festival. Je izkušnja, ni celostna, kako je naprej, pa zdaj stvar vodstva. Ja, hvala, sej nekako v to smer gremo. Mogoče bi dodal le še to, da poročila organizatorje festivala pa nimamo še. Njihov argument na sestanku je bil, da želijo predhodno vsa ostala poročila imeti na vpogled in da bo njihovo poročilo v bistvu odziv na ostala poročila. Se pa trenutno dogovarjamo, da pač tudi sami podajo neka stališča, v kakšnih oblikah se ali pa se ne vidijo na tem prostoru v prihodnje in da tukaj najdemo pač neke možnosti sinergije, ampak nikakor ne iz kabineta župana, ampak z vsemi nami in z reprezentiranjem stališč in potreb pač ljudi, ki tu živimo. Mislim, da je bil Oto najprej, pa potem Maša. No, če se spomnimo malo za nazaj, takrat je bilo rečeno, da se bojo te ekipe, ki bodo kontrolirale in nadzirale oziroma spremljale ta festival, da se bo to naredilo zato, da bomo imeli neko osnovo, kako za naprej postavljati neka pravila pri organizaciji festivalov. Tako da meni se zdi zdaj smiselno in mislim, da bi bilo prav, da bi se ta poročila taka, kakšna pač so, razdelila oziroma
dala tudi ostalim svetnikom, ki smo pač tu, že zato, da bo potem razprava o novih pravilih lahko temeljila na nekih izsledkih, kakršni pač že so. Ne? Jaz mislim, da bi to bilo potrebno tako narediti. Tako predlagam. No? Hvala. Ja, si bom kar vzel to pravico in ta predlog sprejel in v naslednjem tednu s pomočjo sodelavcev na občinski upravi ta poročila v neki digitalni obliki tudi posredoval svetniškim skupinam, če se s tem strinjate, pa potem to razporedite med svoje članstvo oziroma po ustaljenih kanalih lahko tudi članom občinskega sveta. Se strinjam. Maša. Ja, prej sem pozabila, no, še izpostaviti poročilo glede hrupa. Se tukaj po moje najboljš, da kolegi vodji oddelkov povedo, kaj se s tem dogaja, ker po predpovedano je tudi nas to poročilo na jesen malo presenetilo ali pa kar precej. Ta strokovna služba zunanji izvajalec, ki je to upravljal, ima neke svoje argumente, ampak je boljš, da jih nekdo drug predstavi, kaj jih bo boljš kot jaz. Ne. Je pomembno izhodišče za naprej. Župan je delček povedal, nadaljeval pa mogoče ni s tistim argumentom te zunanje firme, zakaj se je res sporočilo, zakaj se je hrup spremljal samo na eni lokaciji in to na drugačni, kot je občinska uprava naročila. Ja, jaz enostavno ne morem komentirati stvari, ker nimamo pogleda v to, kaj je občinska uprava naročila. Še kdo? Ukolikor ne, potem bi s tem zaključil drugo sejo občinskega sveta občine Tolmin in se vam zahvalil za prisotnost, potrpljenje in nam zaželel en lep večer. Hvala.